Kot veste, je bil Freud ga je zanimala grška mitologija, ne samo Junga, tudi Freuda je zelo zanimala, ampak Freuda so zanimali določeni miti. In seveda znameniti Ojdipov mit, torej gledal je predstavo v gledališču in je iznašel pravzaprav Ojdipov kompleks, ko je gledal Ojdipa. To je bil znamenita scena, ko Ojdip sreča svojega kralja, svojega očeta, ki je bil kralj Laios, ne vedoč, da je to njegov oče, in ga je v napadu konflikta na križišču ubil. Nadaljevanje sicer veste, potem je šel v Tebe, postal odrešitelj mesta, premagal Sfingo in postal odrešenik, ter se nazadnje nevede poročil svojo materjo in z njo tudi imel mnoge otroke, med katerimi je najzvestejša hčerka ga potem tudi spremljala do smrti v njegovem potovanju, potem ko je izvedel, da je za strahotno resnico, da je v resnici spal s svojo materjo Jokasto in se oslepil. Tako da smrt je Freuda očitno zelo fascinirala, govoril je o instinktu smrti, ni še govoril o Thanatosu. Thanatos je potem, so kasnejši psihoanalitiki, freudovski, poimenovali to Thanatos, instinkt smrti, in sicer so ga poimenovali v nasprotju z Erosom, ki je pomenil željo po življenju, po ljubezni, po razplodu, po seksualnosti. In torej instinkt smrti, s katerim se je Freud tako, bi rekli, močno ukvarjal, zelo ga je fasciniral. Torej, Freud je bil izjemno pozoren na problem smrti v psihoanalizi. Torej, problem smrti, kot se je javljal v psihoanalizi, predvsem, ker Freud je iskal pod površino, v skritih pojavih. Torej, v pojavih, ki so skriti zavesti, torej v podzavesti. Torej, predvsem v podzavesti, torej nezavedno je bilo za Freuda predvsem podzavest. Torej, predvsem je bil to id, tako imenovani id ali ono. To pomeni, da vsebine, ki smo jih zaradi cenzorja, ki ga predstavlja nadjaz, potlačili in so pričeli živeti neko avtonomno življenje. Torej, vsebine pričnejo živeti zaradi tega, ker je nekaj prepovedano, svoje avtonomno življenje in seveda se te vsebine potem pojavljajo v sanjah in v nečem, na kar je bil Freud tudi zelo pozoren, kot dvojček, na zdrs jezika. Torej, svojo luno v dvojčkih je bil zelo pozoren na zdrs jezika. Torej, zdrs jezika je zelo pomemben v psihoanalizi in seveda psihoanalitiki še danes prežimo na zdrs jezika. Torej, šlo je recimo za pacienta, ki je dejal, da je k sreči, je potem v sanji umrl. In potem je Freud dejal, kako pa to, da k sreči, kako ste pa vi lahko vesel, da je nekdo umrl v sanji, in potem se je pacient zamislil in rekel, torej nisem hotel tega reči. Torej, na osnovi takšnih pojavov je Freud ugotavljal, torej povsem empirično, da obstaja neka želja po smrti, ki je sicer težka, ki je obsesivna, ki je del obsesivne nevroze, ampak seveda, ker ni primerna, ker ni dovoljena, je potlačena in potem živi v podzavesti svoje življenje. No, Thanatos v grški mitologiji bila sta dvojčka, Thanatos in Hipnos. Thanatos in Hipnos sta bila dvojčka, sicer bolj low profile dvojčka, to nista bila tako kot Castor in Pollux, ki sta bila bolj znana dvojčka, to sta bila bolj
umaknjena dvojčka, nista bila tako znana v mitologiji, ampak vendarle sta obstajala in na tej sliki, to je neka vaza iz 6. stoletja pred našim štetjem, atiška vaza, odnašata heroja, torej spanec in Thanatos, Hipnos kot spanec ter